Začetek leta, pogled nazaj in načrti za naprej. Ocena? Za Pomurski sejem lahko rečemo, da je leto 2019 bilo kot sejemsko leto zelo uspešno. Na sejmih Lov, Ribolov, Naturo in Agra pa 2145 razstavljavcev in 132 tisoč obiskovalcev. Kot zanimivost prav gotovo tudi to, da je vedno več obiskovalcev tudi iz tujine. Lani smo jih našteli preko 20%. Ter številni obsejemski dogodki. Na 6 mednarodnih ocenjevanjih kakovosti mlečnih in mesnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, vina, medu ter kmetijske mehanizacije in opreme v okviru Agre je sodelovalo 428 pridelovalcev s 1389 izdelki. In kot splošno ugotovitev lahko damo, da je število izdelkov, ki prihaja na ta mednarodna ocenjevanja, iz leta v leto večje. Okronali so 23. vinsko kraljico Slovenije, domačinko Meto Frangeš. Vinske kraljice med letom opravijo okrog 150 nastopov, tako doma kot tudi v tujini. Skupaj z okrajem Jugovzhodna Štajerska so organizirali 25. slikarsko kolonijo Vinogradi obeh bregov Mure, oktobra pa pripravili strokovni posvet o trajnostni gradnji, energetski sanaciji objektov in novih infrastrukturnih projektih. Mi smo to priložnost pač izkoristili za to, da predstavimo neke teme, ki bodo aktualne tudi seveda na tem sejmu Megra. Podpisali so tudi sporazum o sodelovanju z Obrtno zbornico ter protokol o dolgoročnem sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Letos bodo medeni hram razširili in letos bo 6 sejmov. Letošnja kraljica Ana Pavlin pa že nosi krono. Nova vinska kraljica prihaja iz Dolenjske in je kar že v uvodu bila zelo samozavestna in je napovedala številne projekte, za katere se bo zavzemala, med katerimi je seveda tudi zavzemanje za Martinovo kot državni praznik. Zanimiva pobuda. Megra, konec marca. Ki vključuje tudi energetiko, komunalo in obrt. In hkrati Green. Ki bo se predvsem osredotočil na teme, ki so povezane z varstvom okolja. Konec maja Medical, hrbtenica kot glavni steber telesa, inovativni pristopi v zdravstvu, komplementarno, alternativno in naravno zdravljenje. In največji, seveda avgusta, Agra. Država partner bo tokrat Srbija. Še vedno imamo slogan Sejem nove generacije, kar pomeni, da bomo seveda veliko pozornost dali tem novim tehnologijam, digitalizaciji v kmetijstvu. Na koncu pa pridejo reševalci, gasilci, policisti in vojaki na Sobro. Predvsem je tukaj pomembno, da so vključene vse tiste pomembne inštitucije, ki seveda pokrivajo ta področja. Ocenjevanja bodo, natečaj za slovenski Oskar tudi in presenečenje. Izgradnja, včasih smo rekli pomurskega paviljona, danes bo to neke vrste kongresni center, ki bi bil spodaj čisto odprt, tako da bi dvorišče ostalo. V zgornji etaži bi pa bila dvorana za približno 360 sedeži. Sicer pa veliko ljudi, preden kupi, želi izdelek potipati, okusiti, ga tudi v živo pogledati. Tako da sejemska dejavnost v tem smislu ima kljub temu prehodnost.